naši umetniki pred mikrofonom. Pred dnevi je umrl lutkovni ustvarjalec Tine Varl. Rodil se je leta 1940 v Mariboru, že kmalu je deloval v različnih mariborskih lutkovnih gledališčih. Leta 1974 je bil pobudnik in soustanovitelj lutkovnega gledališča Maribor, v letih od 1991 do 1998 je bil njegov direktor in umetniški vodja. Dolga leta je kot predsednik odbora za lutkarstvo pri Zvezi kulturnih organizacij Slovenije pomagal razvijati lutkarstvo doma in v zamejstvu. Od 60 let naprej je organiziral letna srečanja amaterskih in poklicnih lutkarjev. Skupaj z ženo Bredo Varl sta ustvarjala v lutkovnih gledališčih v Sloveniji in Avstriji, na nacionalni televiziji in za slovenski program avstrijske televizije. Posebej pomembno je bilo njegovo pedagoško in mentorsko delo. V Mariboru je ustanovil mednarodni lutkovni festival Poletni lutkovni pristan, ki ga letos prirejajo že 36. Tine Varl je prejel številna stanovska priznanja, med njimi Klemenčičevo nagrado za življenjsko delo na področju lutkarstva, Glazarjevo nagrado za življenjsko delo, bronasti grb mesta Maribor, Tišlerjevo nagrado za življenjsko delo med koroškimi Slovenci in zlati znak Republike Avstrije za kulturno delovanje. Z lutkovnima ustvarjalcema Bredo in Tinetom Varlom se je leta 2000 pogovarjala Vida Curk. Ja, nekako moja ljubezen do lutk je rasla od malega navzgor. Pred vojno je bilo v Mariboru zelo veliko število raznih sokolskih lutkovnih gledališč in pa predvsem privatnih lutkovnih gledališč, ki so jih imeli po podstrešjih. To je bilo takrat zelo moderno. In moram reči, da v mojem okolju so bile kar 3 družine, ki so imela svoja lutkovna gledališča na podstrešjih, kamor smo otroci zahajali. No, vsekakor je to bila zame velika vzpodbuda in takrat že 3-4 leta star otrok sem z veseljem hodil na te predstave, ki so jih te družine uprizarjale. No, seveda je inicijativo prevzela naša družina in tako sta babica in mama tudi meni izdelale lutke in oder, tako da se je nekako tudi pri meni to začelo in so začele predstave nastajati tudi na našem dvorišču, kjer sem igral že kot 5, 6, 7-letni. Seveda to je bila samo fantazija, to so bile lutke, zgodbe so nastajale sproti, ampak to je bilo tisto prvo veselje in mislim, to je začetek moje poti na lutkovnem področju. Ko ste se odločali, da bo to vaš življenjski poklic, kaj so dejali starši k temu? Jaz nisem vedel, da bo to moj življenjski poklic. Nekako ta ljubezen do lutk je rasla iz mene do moje zrelosti, tako rekoč, in sem potem prevzel dejansko to inicijativo in preokupacijo, da sem v bistvu živel vse življenje dejansko za lutke, da vse ostalo mi je bilo nekako postranska stvar. V svoj prosti čas sem namenil prav lutkom in lutkovnemu gledališču. No, moj začetek je nekje bil potem v marionetnem lutkovnem gledališču na Taboru, kjer sem 7 leti začel in takrat tudi odigral svojo veliko prvo vlogo zadnjega škrata v predstavi Sneguljčica. No, in tu v tem gledališču sem tudi kot 18-letni fant tudi prvo režijo imel in to je bila takratna Žogica Marogica z marionetami, ki sem jo se zdaj po tolikih in tolikih letih pred leti tudi naredil v mariborskem lutkovnem gledališču, skoraj z enakimi lutkami Antona Jezovška. Kje ste nabirali znanje? Znanje, ja. Torej, prvi stik z tem gledališčem, polprofesionalno, to je v bistvu amatersko gledališče, je bilo v tem marionetnem gledališču na Taboru. Seveda pa smo mi imeli svoje vzornike v drugih gledališčih, torej redno smo odhajali v Ljubljano na vse premiere. Vsi gostje, ki so prihajali v Maribor, so bili za nas poseben izziv, da smo si jih ogledali. No in seveda, že takrat so bili lutkovni seminarji in lutkarji smo se združevali tudi
po občinah, to se pravi, lutkovne skupine so bile v šolah, v vrtcih, v društvih in tako nekako sem poleg teh seminarjev, ki sem jih opravil, ki jih je takrat okraj razpisal, sem kasneje tudi že sam začel voditi seminarje, kajti že 10-letna praksa na marionetnem področju mi je dala neke osnove, da sem nekako obvladal marioneto. Seveda je pozneje, po ustanovitvi malega gledališča Lutk na Pobrežju, smo potem razvijali še druge tehnologije, pa lutkovno gledališče Mariborske tekstilne tovarne, ki je nastalo v tem času, pa potem priključitev k Slavi Klavori, pa k Jožetu Hermanku, so mi dajali vedno nove impulze in pa obenem tudi vedno več znanja skozi vsa ta leta. Seveda pa sem pa redno obiskoval vse te festivale, kolikor mi je le uspelo po svetu, tako da je to znanje pač prihajalo od vse povsod. Breda Varl, vi ste po poklicu arhitektka. Kdaj ste se vi vključili v to lutkarsko zgodbo? Pravzaprav zelo hitro, ko sem spoznala Tineta. Verjetno je ugotovil, da moje ročne spretnosti, moj študij na arhitekturi pravzaprav idealno, bom rekla, sovpada z njegovimi željami in z njegovim delom, tako da sem že v študijskih letih naredila zanj prve lutke in tako se je nekako začelo, mislim, da mi je bilo nekaj čez 20 let, 20, tu nekje. Pravzaprav se niti ne spomnim, katere so bile prve in od takrat pravzaprav naprej redno sodelujeva pri najrazličnejših predstavah pri nas in v tujini. Seveda pa je v zadnjem času delam predstave tudi za likovno opremljene predstave tudi za druga gledališča. Ampak začetek je bil pa pravzaprav znanstvo s Tinetom. Ko se človek odloči, da bo življenje posvetil lutkam, je zato verjetno nek globlji vzrok. Ja, ta globlji vzrok izhaja iz otroštva, v bistvu nekaj že mora biti v genih verjetno tudi tukaj, kajti tudi babica in mama so pred vojno uspešno nastopali v teh amaterskih gledaliških skupinah, to se pravi, da sem tako nekako neko spodbudo dobil že z geni. In mislim, da lutke, s katerimi sem se pa najprej srečal, so bile tiste, ki sem jih imel zelo, zelo rad kot otrok, tako kot ga imajo vsi otroci radi, lutke imajo strašno radi vsi in če jim daš to možnost, da se z njimi ukvarjajo in da jih vodiš skozi ta svet, se sigurno zastrupijo. Najboljši dokaz so to otroci, naprimer, s katerimi delava na Koroškem. Naprimer. Otroci, ki začnejo v prvem razredu osnovne šole in jih nekako vodiš skozi desetletje, skozi lutkovno ustvarjalnost, so v bistvu, mi pravimo temu, zastrupljeni z lutkami, kajti oni nadaljujejo potem delo še po končani gimnaziji in tudi študentsko gledališče smo že imeli zelo uspešno, ki je 5 premier naredilo na Koroškem, čeprav so bili na Dunaju in v Gradcu študentje. In najlepši odraz je tudi to, da ti odrasli za svojimi otroci prihajajo redno na vse premiere, na lutkovne predstave in zdaj že njihovi otroci igrajo spet ponovno kot prvošolci, drugošolci v skupinah, ki nastajajo oziroma ki so organizirane na Koroškem. Jaz nimam nobenih takih genov, ki bi lahko vplivali na to mojo odločitev, ampak verjetno po eni strani ta pač moja likovna preokupacija, to, kar mi je dano, po drugi strani pa to, kar je že Tine omenil, ta zastrupljenost z lutko. Torej, lutka te enostavno prevzame in ko vidiš odziv otrok, kaj jim to pomeni, je to nekaj, česar se pravzaprav ne da opisati z besedo. Enostavno te žene naprej in po drugi strani je še to, da pravzaprav niti dve lutki, ki sem jih naredila, nista identični, nista enaki. Vedno prihaja nekaj novega, kar je po eni strani ta ustvarjalni, likovni izziv, po drugi strani pa možnost, ki jo ta lutka da in seveda reakcija otrok, ko to lutko, ki živi na odru, vidijo. Verjetno to, ne znam si drugače tega razložiti. O lutkah običajno razmišljamo kot o mediju, ki je namenjen otrokom. Znane so pa tudi predstave za odrasle. Kaj se vam zdi, da lahko lutke povejo odraslim? Lutkovno gledališče je v bistvu gledališče. Totalno gledališče bi lahko rekli in mislim, da predstave za najmlajše je ena oblika dela lutkovnega gledališča.
enako vredno pa so lahko tudi predstave za odrasle. Saj ta svetovna naprimer gledališča profesionalna uprizarjajo tako rekoč tekste za najmlajše in tudi za odrasle. Sploh je pa trend zadnjih let predvsem v tem, da bi gledališča, predvsem profesionalno, sicer tudi alternativne skupine, z velikim uspehom uprizarjajo tudi predstave za odrasle. Pa je tukaj pristop kaj drugačen? Mislim, ko delate predstavo, o čem razmišljate, kadar jo delate za odrasle? Ne, načeloma je pristop enak kot za najmlajše. Mislim, da pri najmlajših je zadeva še bolj zahtevna kot v bistvu za odrasle. Tekst, ki ga pač uprizoriš, mislim, to je lahko tudi Shakespearov Vihar, naprimer zelo dostikrat bil igran za področje lutkne, je izhodišče potem za predstavo. Seveda pa te predstave so sicer čisto lutkovne lahko pa so tudi drugačne, ko v bistvu predmeti, rekviziti in vsi ti igrajo lahko ravno tako predstavo, ki lahko marsikaj izraža. Po drugi strani je pa zadeva zanimiva predvsem zaradi tega, kajti to je nekako izziv v profesionalnih gledališčih, kjer zaposlujejo profesionalne igralce. Čeprav lutkovno gledališče ni več takšno, kot je včasih bilo, ko je šlo za lutkovni okvirček Kastelet, v bistvu sedanje predstave so tako rekoč na gledališkem odru, živ igralec je prisoten in sorazmerno malo predstav je še takšnih klasičnih, starih. Delala pa sta tudi za televizijo, morda še nekaj o teh izkušnjah. Za televizijo sva delala kar nekajkrat. Najstarejša je nadaljevanka Zverinice iz Rezije, ki je bila zdaj že kar pred 25 leti posneta in je bilo v prvi vrsti to megalomansko delo. Fizično mislim, sicer pa z mojega likovnega vidika izredno zanimivo, saj smo se v bistvu stvari lotili res celostno, bila je posneta filmsko, se pravi kadrirano, tako da smo imeli možnost v bistvu ne samo direktne animacije lutkane, ampak da so posamezne detajle vodili različni ljudje več naenkrat in tako. In mislim, da nam je v celoti kar uspelo. Poleg tega sva delala še v Celovcu za slovenski program avstrijske televizije ORF-a, sva posnela serijo Mihec Mahec, se pravi en slovenski junak, ki je predstavljal tedensko kratke zgodbe, tako živalske kot tudi klasične pravljice. No, tam izkušnja ni bila ravno tako pozitivna kot pri nas. Bilo je pravzaprav televizijsko posneto, to tudi v naravi smo snemali, vendar je, moram reči, kar zadeva ta profesionalni odnos, bila ta naša prva rezija zame ali pa za naju, če hočete, boljša izkušnja. Kaj pa vaše režijske izkušnje? Ja, torej televizijski medij je nekaj čisto posebnega, tudi v bistvu tu posebnega znanja ti nihče ne da. V bistvu je to neke vrste izkušnja. Pri Zverinicah iz Rezije smo dobili ogromno izkušenj. Predvsem zaradi tega, ker smo imeli novega diplomanta kot kamermana, gospoda Likona, ki je Pragi ravno kar končal kot študent in je bil poln energije in poln idej, tako da smo skupaj dejansko zelo veliko naredili, se zelo veliko naučili in preverjali sproti rezultate, ki smo jih uprizorili oziroma naredili. No, ta televizijski medij je zame malce problematičen, kajti izobrazbe za snemanje lutkovnih filmov, tistih pravih lutkovnih filmov, tak ali tak, naši televizijci tako rekoč nimajo. Tu je bil Jerzy Trnka in ti znani češki profesionalci, sigurno vrh svetovni na tem področju. Ker pa to niso tipično televizijske lutke, je pač treba prilagoditi nek določen sistem, ki bi bil nekako v okviru televizije tudi uspešen. No, tu smo sorazmerno zelo dosti iskali in poizkušali, ampak žal je ta odnos televizije do tega lutkarstva, naprimer posnetka predstave za lutkovni medij, nekako malo mačehovski, kajti njim je pomembno, da čim na hitrejši način to posnamejo in potem nekaj zlepijo in je produkcija tu, ki mora čim prej iti v oddajo.
Vse skozi sem si želel, da bi naprimer pri montaži bil zraven, kajti to se mi je zdelo zelo pomembno, kajti treba je gledati z lutkovnega vidika na sliko, ki jo prezentiraš. Vendar to mi nikoli ni uspelo, kajti nikoli ni bilo časa, ali pa so bili ti režiserji toliko samozadostni in monterji, da so smatrali, da to obvladajo. In moram reči, da rezultati ravno niso bili najboljši. No, omenjen je bil Jerzy Trnka, češki lutkar. Brida Varl, nekaj tega znanja, ki ga češka šola lutkarska ponuja, ste tudi vi prinesli k nam, ne? Ja, enostavno sem si nekako želela nadaljevati šolanje iz stroke, ki jo pravzaprav 25 let že ne bom rekla obvladam, pa v kateri že 25 let delujem. In pri nas, nažalost, te možnosti nisem imela, tako me je pot zanesla v Prago, kjer sem pred 2 leti vpisala na oddelek za alternativno in lutkovno gledališče Praške akademije lepih umetnosti in magistrirala pri docentu profesorju Pavlu Kalfusu junija letos. Študij je bil pravzaprav zelo zanimiv, potekal je na principu mesečnih konzultacij, izredno praktične narave, to pomeni, da sem ogromno risala, ogromno izdelovala in na koncu tudi zaključila študij s predstavo, ki je bila premierno uprizorjena v našem gledališču konec aprila leta 1929 in v juniju opravila še državni izpit, se pravi iz teoretičnih znanj. Bilo je pravzaprav silno zanimivo, predvsem pa, kar je mene najbolj fasciniralo, ta češka odprtost, neverjetno znanje in širina, ne samo splošno kulturna in zgodovinska, pač pa tudi likovna, gledališka. Res se lahko na tem področju od Čehov veliko stvari naučimo. To je bil magisterij scenografije, ne? In lutkarstva, ja, to je skupen oddelek, tako da se pač poudarek, kajti Čehi redko kdaj ločujejo likovnega ustvarjalca s področja scenografije in kostumografije ali pa scenografije in lutk. Mi to predvsem pri velikih predstavah, sama tudi sodelujem in v mariborski drami, operi, pa včasih napravim kako sceno ali samo kostume in se mi zdi, da je ta en rokopis pravzaprav boljši pristop ali pa tudi ne, to je stvar debate, ne? No, ampak Čehi vsekakor delajo to celostno. Se pravi, ena roka, ena likovna govorica za uprizoritev. Morda za konec še tole vprašanje, ali ostane človek dalj mlad, če se ukvarja z lutkami? Na vsak način je to nekaj posebnega. Z lutkami se ukvarja, to se pravi, da se neposredno stalno v stiku z otroci ali za publiko, ki nekako kot gledalci pošiljajo svoje impulze, ta fluid, ki veje med igralcem in pa med publiko je stalno prisoten in moram reči, da sem takrat bil tudi najbolj srečen, kajti nekako 30 let sem igral predstave, vmes tudi režiral, pa tudi kakšne lutke naredil ali sceno, pozneje pa sem bil bolj režiser in kot profesionalni direktor in umetniško vodja lutkovnega gledališča, ko sem se nekako temu že malce odmaknil, ampak vedno z veseljem prihajal na predstave, ki so bile na programu. Jaz sem na zelo veliko predstavah prisoten bil profesionalnega gledališča, dokaj skoraj vsako nedeljo, ko so bile te za izven in v bistvu nekako se tako potrjeval in v bistvu bil zadovoljen, ali smo predstave, ki smo jih naredili, dejansko tudi dobro pripravili in odigrali za naše najmlajše, katerim je bil program v glavnem v tem mojem 10-letnem obdobju namenjen. V oddaji Naši umetniki pred mikrofonom ste slišali pogovor Vide Curk, ki ga je leta 2000 pripravila z Bredo in Tinetom Varlom, lutkovnima ustvarjalcema. Tine Varl je umrl pred dnevi v 85. letu.